Lepo pozdravljeni! V tem posnetku bomo predstavili način vodenja evidenc v programu Excel za intervencijo sheme za podnebje in okolje iz strateškega načrta skupne kmetijske politike. Uvodna stran sestoji iz osnovnih podatkov o kmetijskem gospodarstvu, ki vodi evidence. Leto vodenja evidenc se izbere iz pustnega seznama. Na primer, izbere se leto 2023. V druga dva prazna polja pa se piše številka kmetijskega gospodarstva ter ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva. Iz kazala je razvidno, da so evidence sestavljene iz 7 obrazcev. S klikom na posamezen obrazec se na enostaven način nanj tudi premaknemo. S klikom na polje na začetek se premaknemo nazaj na uvodno stran. Z dvoklikom na ikono Microsoft Word se odprejo navodila za vodenje evidenc. V navodilih so zajete vse informacije za izpolnitev obrazcev, kot jih zahteva izbrana shema SOPO. Želimo poudariti, da je vodenje evidenc obvezno. Katere obrazce pa mora voditi posamezno kmetijsko gospodarstvo, je odvisno od tega, katere sheme SOPO je kmetijsko gospodarstvo vključeno. Na primer, kmetijsko gospodarstvo, ki je vključeno samo v shemo ekstenzivno travinje, mora voditi samo evidenco o delovnih opravilih za trajno travinje. Vodenje evidenc o uporabi organskih in mineralnih gnojil ter uporabo fitofarmacevtskih sredstev se lahko uporabi tudi za namen izpolnjevanja zahtev pogojenosti pod pogojem, da se vodijo podatki za vsa kmetijska zemljišča kmetijskega gospodarstva in ne samo za tiste površine, ki so vključene v sheme SOPO. Evidence se vodijo za posamezen grk. Izjemoma tudi za več grkov skupaj in so združene po vrstah rabe. Na primer, njivske površine, intenzivni sadovnjaki in tako dalje. V nadaljevanju je razdeljeno, za katere sheme je treba voditi evidenco o delovnih opravilih, za katere sheme evidenco uporabe organskih mineralnih gnojil ter za katere sheme evidenco uporabe PFS. Navodila prav tako vključujejo razlage, kaj je treba vpisati v obrazcih v posamezne stolpce. Ločeno so tako napisane razlage za obrazce, ki se nanašajo na evidenco o delovnih opravilih, evidenco uporabe organskih mineralnih gnojil ter evidenco uporabe fitofarmacevtskih sredstev pri intervenciji SOPO. Obrazec evidence o delovnih opravilih za njivske površine sestoji iz več preglednic in je opremljen s sprotnimi opombami v posameznih poljih. Opombe, ki so pomoč pri izpolnjevanju obrazca, se prepoznajo po rdečem trikotniku v zgornjem desnem kotu posameznega polja. Vse opombe se lahko naenkrat prikažejo tudi s klikom na gumb Pregled, ki se nahaja v rodni vrstici, ter nadalje s klikom na gumb Pokaži vse pripombe. Vsi nadaljnji obrazci so na enak način opremljeni s sprotnimi opombami. Prav tako se lahko s klikom na znak minus, ki se nahaja v levem robu delovnega lista, posamezne vsebine skrijejo in na tak način omogočen lažji pregled posameznega obrazca. S klikom na znak plus se polja ponovno prikažejo. V preglednici 1 se v vrhnje polje piše številka in domače ime grk PIT, na katerem se izvaja shema SOPO. Za primer pišemo številko grk PIT 1111 z domačim imenom njiva. V spodnji del preglednice pa se lahko pišejo še drugi grki, na katerih se izvajajo iste sheme SOPO kot na grk PIT z imenom njiva. Za primer pišemo številko grk PIT 222222 z domačim imenom za hišo. To pomeni, da so na grk PIT z imenom njiva in na grk PIT z imenom za hišo enake kmetijske rastline, ti grki so vključeni v iste sheme SOPO ter se na njih istočasno izvajajo ista delovna opravila.
V primeru, da je v tem predpripravljenem obrazcu na voljo premalo vrstic, se lahko le-te dodajo z desnim klikom miške v vrstici in se klikne na gumb Vstavi. Na enak način se lahko tudi v preglednici 3 po potrebi dodajo nove vrstice. V preglednici 2 se iz pustnega seznama pri posameznih letih z izbiro znaka X označi, katere sheme se izvajajo na vpisanih gerkih v preglednici 1. Kolikor besedilo sprotne opombe ni vidno v celoti, se lahko ponovno s klikom na gumb Pregled in potem Pokaži vse pripombe ter klikom na okvirček te opombe razširi polje opombe. Če se želi izbrisati vsebino polja, ki je opremljeno s pustnim seznamom, se to lahko naredi z desnim klikom miške v tem polju in se potem klikne na Počisti vsebino. Ali pa se polje pobriše s pritiskom na tipko Delete. Preglednica 3 je namenjena vodenju delovnih opravil. Zahtevani podatki se vpisujejo v polja posameznih stolpcev. V polju Leto se iz pustnega seznama izbere leto, v katerem se opravlja delovno opravilo. Na primer, se izbere leto 2023. Nadalje se vpiše datum izvajanja delovnega opravila. V polju Površina je vnesena opomba, ki pove, v katerem primeru je treba vpisati površino. V polju Vrsta delovnega opravila se prav tako iz pustnega seznama izbere delovno opravilo, ki se je izvedlo. Opomba v polju pove, da je v primeru izbire delovnega opravila pod številko 6, druga delovna opravila, treba v naslednji stolpec opombe vpisati, katero opravilo je bilo izvedeno. V naslednji preglednici Seznam delovnih opravil so navedena obvezna delovna opravila, ki jih je za izbrano shemo SOPO treba voditi v prejšnji preglednici številka 3. V zadnjem stolpcu so navedena konkretna delovna opravila iz pustnega seznama oziroma šifranta, ki se morajo voditi. Opombe v poljih opozorijo še na nekatere druge pomembne vsebine, ki zadevajo posamezno shemo. Sprotne opombe so izpisane tudi na dnu obrazca. Obrazci za vodenje evidenc o delovnih opravilih za intenzivne sadovnjake, oljčnike in vinograde so povsem enaki. Zato si bomo samo na primeru obrazca za intenzivne sadovnjake pogledali razlike glede na že predstavljen obrazec za njivske površine. Namreč struktura vseh obrazcev je enaka. Sprotne opombe, znak minus plus v levem robu za prikaz oziroma skritje posameznih delov vsebin, način izpolnjevanja preglednice 1, 2 in 3 je enak kot v predhodno predstavljenem obrazcu za njivske površine. Je pa v obrazcih za trajne nasade dodan del za skico intenzivnega sadovnjaka, oljčnika oziroma vinograda. Sama zahteva za izdelavo skice oziroma slike je razvidna iz preglednice Seznam delovnih opravil. Tudi na tem obrazcu je navedeno, katera delovna opravila je treba voditi v preglednici 3. Vodenje delovnih opravil. Za izdelavo skice oziroma oblikovanje slike z vključenimi zahtevami, npr. označitev lokacije življenjskega prostora, vris cvetočega pasu, se priporoča uporaba gerb pregledovalnika. V prazen prostor se vstavi predhodno že oblikovana slika, npr. v programu Slikar. Obrazec Evidenca o delovnih opravilih za trajno travinje je tudi strukturiran na enak način kot predhodno predstavljeni obrazci. Sprotne opombe, spustni seznami,
napisan seznam delovnih opravil, ki jih je obvezno voditi za posamezne zahteve v okviru shem ekstenzivno travinje in tradicionalna raba travinja. Tudi tukaj so na koncu izpisane opombe iz tega obrazca. Obrazec O6, evidenca o uporabi organskih in mineralnih gnojil, se vodi na enem obrazcu za vse tiste gerke, ki so vključeni v shemo gnojenja z organskimi gnojili z nizkimi izpusti v zrak, shemo tradicionalna raba travinja ali shemo uporaba le organskih gnojil za zagotavljanje dušika v trajnih nasadih. V preglednico se vpiše številka gerk, kjer je bilo izvedeno gnojenje, njegovo domače ime, površina, površina posamezne kmetijske rastline, vrsta kmetijske rastline. Stolpec gnojenje pomeni zaporedno številko gnojenja. Prvo, drugo, tretje, četrto, peto gnojenje na istem gerku. Na primer, da se je prvo gnojenje na vpisanem gerku izvedlo z organskimi gnojili, se iz pustnega seznama v stolpcu vrsta domače živali izbere vrsta živali, katere živinsko gnojilo se je uporabilo. Kot primer iz pustnega seznama izberemo črko G, govedo. Navede se vrsta organskega gnojila, na primer gnojnica, gnojevka, hlevski gnoj, količina ter datum izvedenega gnojenja. V primeru gnojenja z mineralnimi gnojili se vpiše vrsta mineralnega gnojila, količina ter datum gnojenja. Naslednji stolpec je namenjen izpolnjevanju zahtev za shemo NIZI, kjer se s pomočjo spustnega seznama z izbiro znaka X izbere vrsta mehanizacije, ki je bila uporabljena za nanos organskih gnojil. Če se za gnojenje po sistemu NIZI uporabljajo vlečne cevi, se z X-om označi polje pod vlečnimi cevmi. V primeru uporabe druge vrste mehanizacije se v polje druga mehanizacija vpiše vrsta mehanizacije, ki je bila uporabljena. Opombe v posameznih poljih nas opozorijo na vsebine, ki so še pomembne za izvajanje sheme NIZI oziroma sheme OGNTN. Tudi na tem obrazcu so na koncu nakupu navedene vse sprotne opombe. Obrazec O7, evidenca uporabe fitofarmacevtskih sredstev pri intervenciji SOPO, se vodi samo v primeru uporabe FFS oziroma herbicida za tiste gerke, ki so vključeni v shemo ozelenitve ornih površin prek zime ali shemo konzervirajoča obdelava tal. Zato se najprej v prvih dveh preglednicah s pomočjo spustnega seznama za da ali ne opredeli, ali se na površini vključeni v shemi uporablja FFS oziroma v primeru sheme konzervirajoča obdelava tal uporablja herbicid. V polju leto se izbere leto, na katerega se nanaša opredelitev o uporabi FFS oziroma uporabi herbicida. Izberemo na primer leto 2023. Vkolikor se na površini oziroma površinah ne uporablja FFS oziroma herbicid, potem za namen izpolnjevanja zahtev izbrane sheme SOPO ni treba izpolnjevati naslednjih preglednic. V primeru uporabe FFS oziroma herbicida pa je potrebno v nadaljevanju v polju gerk vpisati številko gerka, kjer se izvaja aktivnost, v polju vrsta pridelave se iz pustnega seznama izbere, ali se na vpisanem gerku izvaja pridelava v zaščitenem prostoru ali se izvaja pridelava na prostem. Piše se izvajalec tretiranja, imetnik rastlin, datum spravila pridelka. Za obravnavani gerk oziroma več gerkov se vpiše čas izvedenega ukrepa ali tretiranja, piše se tudi kultura, površina, polno trgovsko ime sredstva oziroma metode z nizkim tveganjem, uporaben odmerek FFS,
V stolpcu Uspešnost tretiranja se iz pustnega seznama izbere, ali je bilo tretiranje uspešno oziroma neuspešno. V stolpcu Opombe sprotna opomba opozori na način vnosa pri shemi konzervujoča obdelava tal v primeru uporabe herbicida v več odmerkih, tako imenovana split aplikacija. Posamezni obrazci se lahko kopirajo tako, da se z desnim klikom miške v prostoru imena delovnega lista klikne na Premakni ali kopiraj, potem se izbere umestitev kopiranega lista ter obkljuka polje Ustvari kopijo. Delovni list šifrant seznamov je zaklenjen in vsebuje podatke iz pustnih seznamov v obrazcih. Za na konec podajamo še splošen predlog za ustvarjanje novega delovnega lista, kamor se vnesejo vsi gerki obravnavanega kmetijskega gospodarstva. Na ta način se lahko lažje vnašajo oziroma kopirajo gerki v preglednice obrazcev. Lahko se na primer uporabljajo podatki iz vnaprej pripravljenega obrazca s podatki o kmetijskem gospodarstvu, ki se nahaja na spletni strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.